Sophie and the Giants in pa Shut Up and Dance. Danes utihnili ne bomo pa plesali, ker nisem več sama. Ampak zdaj imam pa kar žensko družbo tukaj, končno. Danes je namreč z nami izjemna glasbenica, ki jo poznamo seveda pod umetniškim imenom Parvani Violet. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Dobro, malo sem še, kako se temu reče, malo sem še jutranja, no? Ampak vem, da Kdaj si vstala? Joj, 15 minut nazaj? Ne, ob 8. Takrat sem že imela polovico šihta za sabo. Sine, ja, zato sem bila tako, ne morem reči, ti si ziher že ful dlje. Ampak lej, kar se mora, ni težko, pravijo. Res je drugač. Kako je bila pot do sem? Malo je bila gužvasta, ampak smo... Veš kaj, tak je, vsi smo že navajeni na tole gužvo, ki je, ampak vse. Zdaj, Parvani Violet. A lahko greva medve od začetka? Ja. A veš, to je ono. Od astrologije, pravice, do študija na Švedskem, pa potem do novinarstva. Yes, lahko. Ime mava najprej malo astrologije, pa malo pravice zraven. Razlož, prosim. Tako. Torej, Parvani pomeni polna luna. In ko sem bila stara tak 12-13 let, sem šla googlat, kako se reče polna luna v tujih jezikih. In sem prišla do Parvani, ki je sanskrt. In sem bila tako, to sem pa jaz. Pa nisi taka polna luna dobesedno, kot rečemo ponavadi ljudem, ki smo malo bolj polni ulička. Tako, ne, nisem, ampak mi je strašno všeč mi je. We love her. Tako da to. Potem pa, ko sem se pa začela ukvarjati z astrologijo, 10 let kasneje, sem pa gotovila, da sem se dejansko rodila na polno luno. Tako da je potem bil en kar tak sklenjen krog. Super. To. Potem pa Violet pa mi je všeč tako kot barva, všeč mi je kot cvetlica. Je pa bila v bistvu ena epizoda Pod lupo pravice, v kateri je tudi nastopala ena pevka Violet v 1920-ih in jaz sem bila tak Parvani Violet, let's go. To je to. Ja, in to je to. In študirala si pa petje na Švedskem, potem pa si postala naša kolegica na novinarstvu. Res je. Kako kombiniraš petje in novinarstvo? Pa zdaj moram reči, da dosti manj kombiniram. Zdaj se dosti več ukvarjam s petjem oziroma z muziko. Na začetku pa pač, najprej sem jaz v bistvu ta študij na Švedskem gor končala, pa sem prišla sem, pa sem upisala novinarstvo, zato ker je nek najbližji študij medijem, mogoče ne glasbene industriji, ampak tako, nasploh me pa tudi zanima družba, zanimajo me pravice, zanimajo me ta odnos med mediji, politiko in kako to so ustvarja družbo. Vse te stvari so mi blazno interesantne in mislim, da so zelo pomembne. In mi je bil ta študij top, pač jaz bi šla še enkrat. Ampak po drugi strani pa pač vseeno se ne moreš, če študiraš nekaj čist drugega, se ne moreš pač 100% posvetiti muziki. Tako da je muzika v tem času malo čakala, pa hvala Bogu končno, pa zdaj ni treba, da čaka več, ne? Ja, lej, zdaj drugače Veronika, ne? Sem mislila, da boš vseeno vpletla mogoče kot Veroniko nekam v svoje ime, ampak ajde, Violet, recimo, da je blizu. Je blizu. Poleg tega pa, zdaj se veš, Parvani Violet. Ponavadi te zamenjamo za Parni Valjak. Ne? Ja, res je drugač. Pa še pač je, ne, Valjak, Violet in so si, Parni Valjak, okej. Na začetku je res bilo ful tega parnega, res. Ampak Parvani. Parvani Violet. Zdaj, k nam si prišla predstaviti tudi svojo novo skladbo oziroma svojega Orfeja. Tako. Daj razloži, kdo je Orfej. Ja, torej po grški mitologiji je Orfej en izmed redkih herojev, ki je odšel v podzemlje in prišel ven živ nazaj. Zdaj, zakaj je šel tja? Zato, ker je želel med žive pripeljati svojo ženo Evridiko in je s svojim muziciranjem na liro očaral Hada, boga podzemlja, da pač mu je to pustil. Ampak je Had rekel, ampak pač imaš en pogoj in sicer, ko pač ti pelješ Evridiko ven, se ne smeš ozirati nazaj. Dokler nista oba zunaj, takrat se ti lahko obrneš.
In z vsakim korakom je njegov dvom v bistvu naraščal. In ko je on prestopil prag, ni mogel več in se je obrnil, ampak Evridika še ni, ne? Prečkala te meje med svetovoma in se je razblinila v prah. Temačna zgodba v bistvu. Zelo, ja. Zdaj jaz sem pa dala en tak twist na svoj komad, ker moj Orfej se pa ne obrača. In je v bistvu govori o vzdržljivosti skozi neko močno luč, ki te vodi. Okay. A si zato, da mi dve tega Orfeja spoznava in da ga spoznajo tudi naši poslušalci na Radio Fantasy? Evo, premierno na Radio Fantasy, ne Parni Valjak, ampak Parvani Violet oziroma Violet. Ja. Okay. In njen Orfej. Še vedno smo na Radio Fantasy na sončnih valovih, lahko rečem. Z vami sem Šuši in pa Parvani Violet. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, zdaj Parvani, tebe, kako te zdaj kličem, Parvani ali Veronika? Lahko Parvani. Parvani, ok. Yeah. Tebe smo mi v bistvu bolj spoznali, bolj dobro spoznali na Slovenija ima talent. Kakšni so tvoji spomini na tisto obdobje? Spomini so večinoma uviti v stres, iskreno. Za mene je to bila res dosti stresna izkušnja. Ampak rezultat je bil ful dober. Mislim, takrat, tako si rekla, pač me je največ ljudi prvič spoznalo. Ampak takrat si še v bistvu nastopala pod svojim imenom in ne pač umetniškim. Ja, res je. Nastopala sem kot Veronika Steiner. Večinoma zato, ker sem se malo bala, zato, ker sem že prejšla parkrat na talente in na zadnje sem dobila 3-krat ne in sem bila tako, ok, pač hotela sem, iz inata sem šla ta zadnji, to je bilo pač audicija, se spomnim, bila na en dan preden sem šla nazaj na Švedsko. In sem bila tako, ok, pač bom šla. Sam toliko pač, da dobim 3-krat ja od sodnikov, pa pač bom, whatever, ne. In sem bila tako, joj, ampak če se slučajno pač ne izide spet, nočem, da pač ljudje povezujejo to z Parvani Violet, pač bom šla s svojim imenom. Ampak pa se je zelo fajn izteklo, tako da. Ampak je vseeno, ne, sej, hvala Bogu, pač so se me ljudje zapomnili tako, kot pač pojavo. Kar je bilo v bistvu potem tudi fajn, ko sem se prijavila pač na EMO, so se me od tam spomnili in so pa tudi navijali, tako da je bilo zelo, zelo fajn v bistvu. No, ampak zdaj rekla sva, da si v bistvu multitalentka na splošno, kar se tiče, ampak igraš pa tudi kar precej inštrumentov. Yeah. Ali to violino, ki smo jo slišali v Orfeju, si zaigrala ti? Yes. Hvala. Koliko inštrumentov igraš? 4, pogojno 5, ampak 4. Kaj je pogojno 5? Ajde, čujem. Učim se, oziroma izpopolnjujem svoje orglice, bom rekla. Orglice kjere? Ja, te ustna harmonika, ja. Ta vibe. To je full stunning. A si gledala kdaj Free Willy? Ne. Ne, to od oni orki. Vem, ampak nisem nikoli gledala tega do konca, malo sem gledala vmes, ampak to je to. Pač tam so, oni igrajo na orglice, te orki, in jaz sem se takrat tako, oh my god, let's go. Jaz to bom. Ja, tako da to še izpopolnjujem. Drugače pa igram violino, klavir, kitaro, pa grški buzuki. Grški buzuki, razlož, kaj je to? To je taka orientalska grška mandolina. Ok. Ja. In pogojno še orglice. Yes. To je ta 5. pogoj, da dobiš pol 3-krat ja, očitno. Ja, exactly. Ampak kako ti recimo uspe? Ker jaz sem se recimo ustavila pri klavirju. Ok. Do tu sem prišla, tu sem zaključila, kuža pazi znam. Ok. In to je to. Le se to je tudi neki. Ti imaš pa violina, klavir, kar je že samo po sebi dost drugačno. Kitara, spet neki druga, orglice in potem še buzuki. Ja. Pač enostavno v srednji šoli sem bila tako, ok, zdaj na tej točki hočem pač čim večjih dati v svoj repertoar in pa sem začela se s kitaro sama učiti, violino pa klavir sem hodila v šolo, pa sem pa nekako začela sama dodajati. Ful smo tudi počitnikovali dosti v Grčiji, na Levkadi in vsakič, ko sem bila tam, je tista njihova muzika in vse in kultura in hrana in pol tretjič, ko sem bila, sem tako, se pa moram tale buzuki čapniti, pa gremo, ne. Tako da, ja, ta vibe. Ta vibe, v redu. Yeah. Se pravi, uspe ti. Ja.
izkušnje pridobivaš, Yes. ampak za Orfeja, če se vrnemo nazaj na Orfeja, si izdala pa tudi videospot. Yes. In ta je tudi poseben, lahko rečem. Hvala. Zelo vizualen, tudi ti si v bistvu tista, ki imaš rada bolj vizualizacije. Ja. Povej mi na kratko, kako bi ga opisala spot, da si ga grejo ljudje dejansko pogledati. Kaj misliš, da jih bo najbolj pritegnilo? Je zelo čuten, tako bom rekla. Čuten je, mogoče malenkost zapeljiv, pa vseeno zelo močen. In zelo ima dve močni barvi ga vodita, črna in rdeča. Tako bom rekla. Pa nimaš nič črnega na sebi, pa nič rdečega. Res je, danes sem bolj roza varianta. Dan si bolj v mojih Ja, barvah. sem res, oh my god, cute. Tako da dan se bova midve kar precej družile, če ne druga. Ob kavi bova še kakšno rekla. Yes. Ampak ena stvar je še, ki jo midve pa morava povedati. Daj, Kje imaš ti v petek koncert? Ja, tle v naših krajih, v Žalcu, torej jutri. Ja, jutri je že to. Ja, no da. Okay, Je že jutri. kar tle, ja. Jutri ob 9. zvečer v MC kavarni Žalec. Imam en tak zelo luškan akustični koncert. In sicer z mano na kitari bo odlični Matic Stokler. In bova odigrala nekaj mojih komadov, nekaj komadov, ki jih ostali ljudje tudi zelo dobro poznajo, nekih zimzelenih. Tako da bova naredila en res tak užiten glasbeni večer, tako da res lepo vabljeni. Tako da ob kozarčku rujnega lahko poslušate tudi Parvani Violet, ki pa tokrat ne bo sama na kitari. Tako, res je, res je. Končno si še nekomu drugemu prepustila eno vlogo, da ne narediš vse sama. Ja. Čeprav, kakor te poznamo, si sposobna, konc koncev si zategla mozirčanka. Amen. To je to. To je to. Evo, ja, Veronika, kaj ti naj rečem? Jaz ti želim prijeten kavarniški večer jutri Hvala. ob 9. zvečer v MC kavarni, če niste slišali v Žalcu. Hvala za vse te barve, ki si jih prinesla s sabo. Lepo, hvala. In pridi hitro še kdaj, oziroma čim prej, ker čujem, da naslednji komad bo bolj pisan meni na kožo. Ja, res je. Rekla lahko si, da izdaš? imaš... Ja, lahko izdam, ja. Dej zdaj. Torej, naslednji komad je malo bolj R&B. In reče se mu Med. Med? Ja, Cedita exactly. se Veronika in Med. Exactly. Tako da naslednjič, ko prideš, predstavljamo nov komad Med, tokrat pa seveda uživajte v Orfeju, jutri pa lahko Parvani Violet vidite in slišite tudi v MC kavarni v Žalcu. Najlepša hvala. Pridna bodi!